če tole ni najbolj testiran avto v našem uredništvu, pa ne gre za to, da bi pri Mazdi imeli preveč šestic, ampak za to, da so zdaleč najbolj pridni pri posodobitvah. Zadnjo, aktualno, osveženo je seciral že Matej, ampak on je imel samo ročni menjalnik, samo motor 150 konji in samo opremo Revolution. Jaz imam vse stopničko više. Najmočnejši dizelski motor zdaj ni več 175, ampak 184 konjski, torej 135 kW. Tudi navora je za 25 Nm več, kar se dejansko med vožnjo pozna, se mi pa zdi tudi tišji. Dvomim sicer, da sam motor manj ropota, verjetno je zvočna izolativnost kabine boljša, ker vem, da so rihtali tudi to. Ima nov turbopolnilnik s spremenljivo geometrijo turbine, ki spreminja kot lopatic turbine in na ta način uravnava polnilni tlak, kar pomeni boljše razporejen navor. Po novem ustreza tudi najstrožjim normativom Euro 6D, česar niso mogli več doseči brez AdBlueja, ki ga boste morali dolivati enkrat vsakih 10 000 km. Odličen dizelski motor meni tudi lepše zveni pri zgornjih vrtljajih in lepše se z njim ujame klasični samodejni 6-stopenjski menjalnik, čeprav je zaradi njega poraba kar kakšen liter večja. Tole Mazda 6 krasi najbolj premium oprema, Takumi Plus. Samo pogledajte tole, dejansko je bolj mehko, kot si sploh lahko predstavljate. Barve so prijetno rjave, ampak diskretne in ne dolgočasno črne. Pač, zdaj v razredu spet nima konkurence. In to rečem za praktično 6 let star avto. 38 000 in pol stane takšna in je še vedno odličen nakup.